Imamo točke, glavne točke soglasja. Želijo skleniti dogovor in ja. Zelo si želimo dogovora. No, mislim, da bomo sklenili dogovor. No, mislim, da ga bomo zaključili. Ne morem vam zagotovo povedati, kdaj. Tako zelo si želijo skleniti dogovor. Nimaš pojma, kako zelo si želijo skleniti dogovor. Tako zelo si želijo skleniti dogovor. Vidim dogovor v Iraku, bili smo zelo blizu z Iranom. Zelo smo blizu dogovora. Mislim, da je blizu tam. Vidim dogovor zelo blizu tam. Zelo dobro se vidi, da bomo šli skleniti dogovor z Iranom in da bo to dober dogovor. Wow. Hitro. Ampak ali greš tudi ti dražit krokodile? Dražit krokodile. Ta postopek bi moral iti zelo hitro. To vojno bomo končali zelo hitro. Tako zelo si želijo skleniti dogovor. Menimo, da smo blizu dogovora in to je v redu. Smo v zadnjih trenutkih, to je zelo dobro. Danes je že 39krat rekel kaj takega. Hvala. In vi sprašujete nas, da bi razumeli, kdo kaj razume. To je že 39. Naredimo 40, ker je zadnjega rekel pred 20 minutami. In zato želim začeti prav s tem. Z generalom Kapitinijem in Danielom Morjem. Ampak ta prekleti beautiful mega deal, ga je ali ga ni? Jaz bi začel pri Pavlu, sej prva stvar, ki stopa, dve različici osnutka, kaj ne? Ki že ne držita skupaj. Začnemo prav s tem. Se pravi, obe strani kažeta dokumente, vsaj tiste, ki so pricurljali v javnost, potem pa še ugotovi, ali so res pravi, ki se ne ujemajo glede ključnih točk, mimogrede. Prosim, Pavlu. In ja, če malo pogledaš, bi v Rimu rekli kar mirno. Se pravi, ko se stvari ne rešijo hitro, ostani kar miren, če imamo dogovor. In morda je to celo res. Kar se tiče besedila, pri besedilu smo že precej naprej, ampak o čem se sploh razpravlja, je toliko zmede. Kar sem jaz našel iz dokaj zanesljivega vira, velja enako kot tisto, kar najde kdorkoli drug. Prebiral sem to, kar je uradna različica iranskih oblasti. Veliki dogovor naj bi obstajal, vendar ne bi bil za Američane. Povzemam. Združene države in njihovi zavezniki bi morali predložiti načrte za obnovo, potem ko so vse uničili, v vrednosti najmanj 300 milijard dolarjev. To ni problem, ker naredijo še eno skupno podjetje, kot so ga naredili za Gazo, kjer ljudje množično prispevajo desetine in desetine evrov za obnovo, ne milijone, desetine evrov. Zaveza Združenih držav, da se ne bodo vmešavale v notranje zadeve Irana in da bodo spoštovale suverenost. Prav? Popolna odstranitev ameriške pomorske blokade v 30 dneh. Zaveza, da bodo umaknili svoje sile iz okoliških območij v celotnem območju zaliva, kjer so porabili ogromno denarja za baze, Kuvajt, Bahrajn in druga mesta, Saudska Arabija. Prekinitev sankcij, 60-dnevna pogajalska obdobja, ponovna potrditev Irana o zavezi iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, da ne bodo proizvajali jedrskega orožja, torej tisto, kar je bilo dogovorjeno v času Obame. To je vse, kar so rekli v času Obame, poleg tega pa naj mi plačajo še odškodnino. To bi bilo, če je res, da je to tema, pravi ja, ampak to bi lahko bil dokument za notranjo uporabo Irancev. Torej si povzročil ves ta kaos, da bi se vrnil k prejšnjemu dogovoru? Ne, še huje, moraš mi celo plačati odškodnino. Moraš sprostiti 24 milijard dolarjev zamrznenega iranskega premoženja. Torej, moraš oditi, moraš mi popraviti hišo, moraš tudi hitro oditi. In hvaležen sem Bogu, da te ne silim, da se mi opravičiš. Evo. Vidiš, že tukaj je problem. Sprostim 24 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, medtem ko Trump pravi, da bodo polovico tega denarja uporabili za poplačilo zalivskih monarhij. Kar bi morda bila tudi dobra ideja, da si ne naredijo popolnoma sovražnikov, iranska ideja, da bo moral tudi Iran tam živeti, da bo moral tam živeti v naslednjih desetletjih. Tudi on ne more ravnati tako, razen, če ne želi izbrati izraelske poti in živeti sredi sovražnikov trajno. Ampak to mu ni več tako v interesu. Če je to interni osnutki delujejo, ko tvoj nasprotnik sprejme vse, sicer pa za vsako točko, ki je tvoj nasprotnik ne sprejme, izpadeš slabo. Pravi, prosil si za to in mi tega ne daš. Prosil si za ono in mi tega ne daš.
Zato lahko kroženje takšnega osnutka deluje kot začetni osnutek za razpravo. Mi začnemo tukaj, evo, in to ti da predstavo, kako zelo so še na začetku. Ampak, če poslušaš Donalda... 39krat smo že v dogovoru. 40, no, prav, 40. Danje, takoj sem ti hotel nekaj vprašati, kar se tukaj vidi. Končni dogovor bi se nanašal izključno na prihodnost obogatenega jedrskega materiala in, kot kaže, na zadnje izmenjave odgovorov. Ni metode, kako bi bilo treba ta material umakniti in tako naprej. In poleg tega, vsa ta zgodba ni nastala zaradi Trumpa. Čeprav on pravi, da so oni tisti, ki želijo dogovor, ga v resnici želi on. Ker ne ve, kako naj izstopi iz te zgodbe, problem pa je tudi v tem, da mora biti vpleten Izrael, Libanon in ni razprave o iranskem raketnem programu. In o podpori odporniškim skupinam, kar je pravzaprav vse tisto, čemur Izrael nasprotuje. Jedrsko vprašanje. Brez podpore odporniškim skupinam, brez prekinitve ognja, kar zadeva Libanon, Hamas in tako naprej. Ti, ki si vajen teh stvari, tudi velikih razprav, žalitev. Kaj veš o tem, kaj se je zgodilo v ozadju? Torej, najprej si prav naredil, da si začel z temi izjavami, ki jih on daje, ker vsak dan odgovarja. Mehanizem, če pomisliš, ki ga je uporabljal v volilni kampanji na ameriških volitvah, se pravi, pride na oder, začne govoriti, zmagal bom jaz bom naredil, ti boš plačal. V volilni kampanji vam prepolovim ceno bencina, kaj ne? Ne vem, če ste že slišali, tudi italijanske politike v volilni kampanji, ko rečejo, bom jaz poskrbel, kaj ne? To je meja tega, kar se dogaja nocoj. On po mojem mnenju ponavlja mehanizem, ki je deloval na ameriške volivce. Pri tem pa pozablja, ker je po mojem mnenju že izgubil tudi občutek za resničnost. Se pravi, zamenjuje preostali svet, kjer so zelo prebrisani in zelo nevarni akterji, z volivci iz Kentuckyja. Če pogledamo nocoj in dobro preberemo, dejansko govorimo o dogovoru, ki bi bil, če bi bil resničen, boljši za Irance kot tisti, ki ga je Obama leta 2015 dosegel po 2 letih pogajanj. Pojavi se še en problem, ki si ga pravkar omenil, Moro. Ampak potem, konkretno, tudi če bi bilo res, morda je res, da se Iranci odpovedujejo razvoju atomskega orožja. Kdo bi dejansko šel preverjati stvari? Edina mednarodna organizacija, ki bi lahko šla tja, mi trenutno pride na misel, je IEA. Di Grossi, mimogrede Grossi, kot veste, Argentinec, ima zelo močno kandidaturo, veliko možnosti, da postane novi generalni sekretar OZN. Tako da bi bil verjetno tudi na mednarodni ravni zdrava pamet pravi najbolj verodostojna oseba za vodenje te zadeve. Ampak poskušam poudariti neke stvari. Prvič, na 5. ali 6. točki, ki si jo pravkar pokazal, piše: ti, Trump, danes ali jutri, takoj ko se banke v ponedeljek odprejo, dostaviš 12 milijard dolarjev, najprej jih položiš na mizo. Ko nam jih vrnete, ker je to iranski denar, ki si ga je Amerika iz političnih razlogov prisvojila, lahko začnemo govoriti. Pravi problem je v tem, opozoril bi vas na nekaj. Smo na začetku junija. Po tem sporazumu daš 60 dni za razpravo o tem, kako obravnavati vprašanje jedrskega programa. To pomeni, da v bistvu prideš do sredine avgusta, konca avgusta, medtem pa nisi otvoril, ker piše 30 dni, potem pa moraš še razminirati. Tudi če bi bilo res, Hormuz, imaš gorivo, ki je naraslo in ne pada. Imaš ameriške ankete, ki so zelo kritične do gospodarstva. Glede Trumpa, tudi tukaj se je treba razumeti. Ni tako, da bi, ker so zelo kritični do Trumpa, potem volili demokrate. Vendar so zelo kritični do Trumpa.
Potem imaš še en problem. Kaj boš povedal državam v zalivu? Pravzaprav v izjavi, ki jo je dal Teheran, si jo videl pred nekaj urami, Mirko, Teheran pravi, ne, mi nočemo, da Američani upravljajo Hormuz, to bomo upravljali z Omanom. Včeraj so dali izjavo, da je Hormuška ožina sveta. Torej, če malo poznaš te ljudi, reči, da je sveta, pomeni, da jo bomo upravljali mi. Med nami, v islamskem svetu, med nami, muslimani, je to naša stvar. Ta situacija je nemogoča. V smislu, da tudi če bi ti danes večer ali jutri dosegel nek rezultat, se spomnite, ko je Trump vodil celoten dogovor s talibani, ker ga je vodil Trump. Jaz se spomnim, ko je rekel, dovolj je, rešili smo demokracijo, tako piše, vse je zapisano tukaj. Potem je prišel Biden, ker med obema ni jasno, kdo je izpadel slabše. On je vodil umik Američanov iz Afganistana. Kaj je danes Afganistan? Humanitarna katastrofa, sramota za pravice žensk. Zdi se mi, da za afganistanske ženske v Italiji nikomur ni prav nič mar. In v tej situaciji tvegaš, da dobiš osebo kot je Trump, ki ti predstavi dogovor, ki ni vzdržen. On vedno nekaj pozabi. On je po navodilih Netanjahuja in šefa Mosada izhajal iz predpostavke, da bodo z vojno proti Iranu odstranili iransko vodstvo. Res je, da so jih odstranili, so jih ubili, ampak so prišli nasledniki, ki so še hujši od prejšnji. Iran ne samo, da ni izgubil vojne, ampak je v mnogih pogledih pokazal, da lahko naredi veliko slabega za svet. Dal vam bom še en zadnji podatek, ki je bil pojasnjen v današnjem New York Timesu. Naredili so zelo zanimivo analizo. Recimo, da so svetovne zaloge nafte 3 milijarde in nekaj sodov. Ta podatek je nekaj, kar poznajo vsi, Rusi, Kitajci, Indijci, pa tudi Iranci. Če porabiš 100 milijonov sodov na dan, matematični izračun je, da če kmalu ne rešiš tega vprašanja, bo svet ostal brez energije. Prvi, ki to vejo, so Iranci. Zato imajo Iranci to v svojo korist. Da inflacija v Ameriki škoduje Trumpu, da mu je ameriška obveščevalna služba rekla, naj ne ukrepa, Pentagon mu je rekel, naj ne ukrepa. Včeraj je rekel, da bo uničil otok Kark, danes pa pravi, naj se pogovorimo. Ampak ne, nima tega. Torej, ne moreš več slediti, torej, kaj točno želiš od sveta. On se je zdaj spravil v težave. Drugi del, potem, če želite, lahko govorimo o tem, o zmedi, ki jo ima Netanjahu, ki bo kmalu razumel, kako se stvari spreminjajo v trenutku, medtem ko mi praktično govorimo. Zadnje novice, ki jih poroča Rai News, so, da se je Švica ponudila kot kraj za podpis, dogovor na srečo je bil dosežen. Torej, zadnja novica izpred 16 minut je praktično ta. Se pravi, Iran pravi v redu, Emirati odblokirajo milijarde, Iran gre proti podpisu, tako piše Reuters. Iranči pa pravijo praktično, da nič ni potrjeno, torej pred 16 minutami. Kako naj potem nekdo sledi takšni stvari? Emirati sprostijo, recimo arabske države so začele govoriti, v redu, mi bomo sprostili to stvar. Tukaj pa, kot vidiš, zadnje novice, mediji prihajajo iz Irana. Njegov odgovor Trumpu je dvoumen, po mojem mnenju, kot praviš ti, potem bomo slišali še Pavla, poskušajo pridobiti čas, ker imajo ves čas, ki ga želijo. Dalj kot traja kriza, bolj se Trump šibi. In bolj si on želi dogovora, morda bo čez mesec dni celo pripravljen sprejeti slabši dogovor. Dodam še eno informacijo, ki jo tvoji sledilci zlahka najdejo, če greste tudi sem. Na spletni strani New York Timesa je danes zjutraj na prvi strani evropske izdaje čudovita preiskava, narejena v Iranu. Skoraj vsi intervjuvanci so seveda anonimni, ki pravijo, šli smo na trg januarja
Trump nam je rekel, shod, demonstracija, prihajamo, bodite mirni, prišli vas bomo osvoboditi. Smo na začetku junija, ne sam, da ni prišel nihče. Bombardiral si našo državo, ker si lahko tudi nasprotnik režima, ampak ko bombardiraš šolo, je šola pač šola. Ni tako, da bi šola počela kaj drugega. In potem poudarjajo eno stvar, ampak Trump in Netanjahu sta si pred nekaj meseci celo zamislila, da bi zamenjala trenutno iransko vodstvo. Z Ahmadinejadom, ne vem, če se ga kdo še spomni, Moro. Bil sem v Iranu takoj potem, ko so ga odstranili. Ampak bil je res neverjeten lik. Ne samo, da ni bil zaupanja vreden, ampak kako si lahko misliš, da bo Zahod zaupal, mislim, da vržeš ven enega morilca, da bi postavil drugega morilca. Rečeš, ampak kaj ima vse to veze? Obstaja še ena pomembna točka, ki jo izpostavljaš. Situacija v zalivskih državah je očitna. Na tej fronti imajo zalivske države vsekakor ves interes najti kompromis. Ampak kompromis. Prvič, ker zalivske države niso tiste, ki so uničile ameriške dogovore z Iranom. One so samo opazovale. Drugič, imajo očiten ekonomski interes, vse če gre tako naprej še en mesec, bo Dubaj in podobni zaprli vrata in jih ne bojo več odprli. Ker potem te stvari ostanejo v finančnih naložbah in podobno. Torej, po mojem mnenju imaš odprte 4 poti. Ne Ameriko in Izrael proti Teheranu, ampak države zaliva, Izrael, z popolnoma drugačno situacijo kot ameriška. Na tej točki lahko Trump še naprej igra frajerja, te bom odstranil, a ne? Odvzeli bomo tvojo civilizacijo, ampak Iranci pravijo, ampak ti ne. Prejšnje izkušnje z ameriškimi administracijami, z vsemi ameriškimi administracijami, še posebej z Obamo, so pokazale, da ko je Gaddafi, pa tudi drugi, imel orožje, tudi bakteriološko orožje, kmalu zatem je prišel nekdo in jih odstranil. Zakaj bi iransko vodstvo sploh zaupalo in predalo orožje? In potem je tle še točka, ki si jo ti izpostavil, za katero se mi zdi, da italijanski mediji sploh ne izpostavljajo. Balistične rakete, Mirko. Balistične rakete, prosim. Torej, ampak ti, poslušajte, mogoče poletje prinese, se spomnite, 8. palčka. Ampak ti, ali se boš spomnil tega? Evo. Torej, koga bomo kandidirali za Iran? Mislim, Amedeo Nazari je umrl? Je umrl. Kandidiramo njegovega sina. Poskusil je z DiCapriom. Rekel je, da ne. Ampak Kandidiral je z DiCapriom, rekel je, da noče biti vedno v vlogi tistega, ki potone. Točno tako. Se pravi, sin Zaja, sin od Zaja, ampak bi rekel, da je že naporski šef ostane. Verjetno je naslednji, ki ga slišimo, naporski, ker se tako konča. Leta 2001, to samo za prikaz preroške moči določenih oddaj, ki bi jih morali ponovno pogledati z današnjimi očmi. Pomisliš, da za vzdrževanje te igre, če jo gledamo z nekoliko bolj oddaljene perspektive, tvegaš. Iran ima preveliko moč in preveliko avtonomijo, glede na to, kar ima v resnici. Naj razložim. Res je, da Iran na videz zmaguje na strateški ravni. Res je tudi, da je utrpel precejšnje izgube, da ima velike težave, ne zaradi te vojne, ampak zaradi tega, kar se mu je zgodilo v zadnjih 20 letih. In potem se mi zdi, da če želiš igrati to igro, prisiliti Združene države, da izpadejo slabo na svetovni ravni, tega ne moreš narediti sam. Moraš imeti zaledje, res pravo zaledje. Od koga pa? In tukaj ni težko ugotoviti, od koga. Zdaj, to distanciranost Kitajske glede iranskega vprašanja bi jaz videl kot nekoliko manjšo. In še manj distancirano bi videl, naprimer, ruski vidik. Zdaj, zaradi svoje politične zgodovine imata tako Kitajska kot Rusija zagotovo večjo tradicijo zadržanosti pri izjavah kot Trump.
Če v ozadju obstaja dogovor, če v ozadju obstaja konkretna podpora iranski politiki in časovnici iranske politike do Združenih držav, tega zagotovo ne bomo izvedeli mi, če bomo gledali po spletu. Vendar pa so namigi o tem, kako se ta država premika, in ponavljam, to je država, ki ima, če jo gledamo samo, ker ima vseeno notranji položaj, ker prihaja od zdaj junija letos, zdaj je 1 leto, odkar je v vojni, bori se z največjo vojaško silo na svetu in z drugo največjo silo, ki obstaja. Ker je Izraelu povzročila nekaj škode, popolnoma izolirana država, ki pa si vseeno dovoli reči, spremenimo celotno geometrijo Perzijskega zaliva, vrzimo vse Američane iz Perzijskega zaliva, branimo se sami, vzpostavimo nove verige vrednosti, razdelimo se, kot je dobro povedal Daniel, vzemimo stvari v svoje roke in jih upravljamo. Ožina Formuz, ker je to naša stvar. Po mojem mnenju je to preveč zapleteno, da bi ga lahko izvajal samo samostojni Iran, brez skritja, odobritve. In rekel bi tudi morda usmeritev. Usmeritev vsaj Kitajske, morda Rusije in ne bi izključil še katerega drugega dela držav BRICS. Zdi se mi, da je to hipoteza, ki dovolj dobro drži. Če pa ne, potem ne sprejmemo drugačne ideje. Da Iran vodijo neodgovorni in arogantni ljudje, ki si dovolijo udariti druge v obraz. Združene države, čeprav oslabljene, so še vedno Združene države. Da udarijo Izrael, ki ga vodi skupina norih morilcev, a je še vedno Izrael. In to storijo, misleč, da lahko to naredijo popolnoma samostojno. Začel bi gledati nekoliko dlje od vzhodne meje Irana, proti tistim silam, ki morda danes vidijo priložnost, da si prilastijo ključen del sveta in ki zelo dobro vedo, da Iran tega ne more storiti sam. To je tisto, o čemer sem razmišljal jaz o tej temi, skupaj z Napo, Orsom pa Capom. Adijo! Daniele, kako je mogoče uskladiti iransko nasprotovanje in tudi nasprotovanje Trumpa? In dogovor vključuje Izrael, vključuje Libanon in tako dalje, ko imaš neko brezvezno izjavo, da se ne bodo umaknili iz varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi. Ali se Izrael aktivno postavlja po robu tem pogajanjem? In ti, ki poznaš ozadje, je bil tisti ogromen spor med Bibijem in Trumpom. Konfirmato, Potrjeno, zanikano in tako naprej. Kaj ti veš o tem? Torej, spor je potrjen, potrdili so ga. Najprej je prišla novica iz Bele hiše, potem sem to potrditev videl tudi v izraelskih medijih. Zdaj, imaš situacijo, kjer je tudi iz očitnih razlogov, geografskih, Izrael že 47 let, odkar obstaja režim ajatolo, pod grožnjo uničenja. Se pravi, prvi cilj voditeljev Irana že 47 let je uničiti Izrael. Združene države, poleg tega, da so zelo daleč z vidika morebitnega napada strani Irancev, niso neposredno odvisne od nafte iz Hormuza. Kdor spremlja tvojo spletno stran, zelo dobro ve, da zaprtje Hormuza povzroča resno škodo tudi ameriškemu gospodarstvu. Ampak recimo tako, mi Evropejci smo veliko bolj odvisni kot Američani ali Izraelci od dejstva, da je Hormuz zaprt. Torej, imaš situacijo, v kateri imajo različni geostrateški akterji popolnoma različne interese. Izraelci imajo, po mojem mnenju, dve težavi. Prva je, da so res verjeli, ko govorimo o Izraelcih, moramo reči vlada Netanjahuja, so bili res prepričani, da jim bo uspelo odstraniti vodstvo v Teheranu. To je bilo že decembra, če se spomnite, je Netanjahu imel televizijski nagovor izraelskemu in iranskemu ljudstvu, rekoč, uprite se in mi vam bomo pomagali. Operacija je propadla kot vse vojne, ne glede na to, da trajajo kot tista v Ukrajini do včeraj dlje kot prva svetovna vojna. Pravzaprav se pri določenih stvareh to zelo hitro pokaže. Izrael in Združene države Amerike bi morali odstraniti iransko vodstvo, pa tega niso storili.
Morali bi prevzeti nadzor nad jedrskimi objekti, skladišči pod Isfahanom, pa tega sploh niso začeli početi. Morali bi uničiti balistične položaje, pa tega niso storili. Morali bi ohraniti Ormus odprt, pa so jim ga zaprli. Morali bi braniti zalivske države, o tem še nismo govorili, a zagotovo kapitini o tem veliko ve. Torej, postavil si ameriške baze po celem zalivu, potem pa je prišel prvi Iranec, pritisnil gumbe in napadel ameriške baze v Jordaniji. Če ima kdo v mislih, kako izgleda zemljevid, to pomeni, da lahko Iranci pridejo zelo daleč. Potem pa je še ena stvar, še en problem, o katerem je prej govoril Mirko. V dogovoru ni govora o posredniških skupinah, torej tistih pretepačih, ki jih iranski režim uporablja, Jemenci v zalivu, v Rdečem morju, Hezbolah v Libanonu, do pred kratkim tudi Hamas v Gazi. O tem se ne govori. Torej, razumeš, da je tudi kot scenarij, Mirko, nemogoče to, kar pravi Trump, v smislu, da lahko govori karkoli želi. Vsem nam, kot otrokom, ko nas je morda stric peljal v Luna Park, verjetno se nam je zgodilo, da smo naleteli na nekoga, ki je stopil na oder z bobni in začel pet, rekel, da bo naredil to in potegnil zajca iz klobuka. Svet je drugačen, kot si ga predstavlja Trump. Svet sestavljajo akterji, ki so seveda lahko manj pomembni, manj močni od Amerike na vojaškem področju, vendar so lahko veliko bolj nevarni, veliko bolj agresivni. Ker je to vojna, v kateri, tako kot v Ukrajini, me pomeni, da če si šibkejši in jasno je, da je Iran šibkejši, potem izgubiš. To ne pomeni tega. Izraelci imajo problem. Ne samo, da so vojno proti iranskemu vodstvu izgubili oni prej kot Američani. Drugič, že 2 meseca je Netanjahu načrtoval premik, izgnati prebivalstvo južnega Libanona, izprazniti jug Libanona, pustiti samo Hezbolah. In kot otrok, ki se igra z Lego kockami, reče, zdaj premaknem tistega, odstranim tistega, ko ostanejo samo Hezbolah, potem jih bom enega za drugim močno udaril in očistil jug Libanona. Tako ni šlo. Če pogledate izraelski tisk, tudi danes zjutraj v Jeruzalem Postu, je bilo zadetih 100 ciljev Hezbolaha. Če pa preračunate za zadnjih 25 let, kolikokrat so Izraelci zadeli 100 ciljev na jugu Libanona, boste ugotovili, da Netanjahu problema ne rešuje. Obstaja še ena točka. Obstaja zelo, zelo zanimiva analiza izraelskega javnega mnenja. A tudi nevarno. Pravzaprav se tudi tisti, ki nasprotujejo Netanjahuju, mu ne nasprotujejo tako, da bi rekli, ustavimo se glede Irana. In to je točka, ki jo ti, Mirko, izpostavljaš. Izraelska javnost ne pravi, usedimo se za mizo, poiščimo kompromis, pravi Benjamin Netanjahu, ti si nesposoben, obljubil si nam, da jih boš enkrat za vselej močno udaril, pa si izgubil v Iranu, zdaj pa si še odprl fronto v Libanon. Situacija je neresnična, nevzdržna, to je humanitarni škandal. Medtem ko imam glede drugih delov konflikta na Bližnjem vzhodu zagotovo drugačna stališča, kot jih imate vi. Ampak na Zahodnem bregu je situacija nevzdržna. Ampak ni tako. Problem je, da je izraelska javnost v tem trenutku bolj radikalna kot izraelska vlada. Pravi, da ne moremo živeti v državi, kjer pride naslednji ajatola, si naredi bombo na vrtu, jo vrže na nas zadene z balistično raketo. Hočem živeti normalno življenje, kar si želijo tudi Libanonci. In Libanonči, libanonska vlada, niso sposobni vojaško odstraniti eksistenčne grožnje. Predvsem gre za Izrael, gre za Libanon. To so ajatole in to so esplorani. Rad bi te nekaj vprašal, tako da vzamem tudi vprašanje. Če morajo ZDA prevzeti nadzor nad zalivskimi monarhijami, ali jim ne bi ustrezalo stopnjevati vojno in uničiti jezove? In tako naprej. Po mojem mnenju je to vprašanje malo pretirano, ampak bistvo je, če dogovora ne sklene Trump.
To naredijo zalivske monarhije zase, torej na koncu postanejo izključeni Američani, nič več in nič manj, ker tisti pač hočejo spet poslovati, pika in zgodba je zaključena. Tukaj obstaja tveganje, da Iran igra tudi to igro. Tukaj ti pošljejo osnutek, ampak še vedno manjkajo 2 ali 3 točke, ki pa so ravno tiste 3 ključne točke, ki jih želi Izrael. Gre za uran, nič jedrskega, nič raketnih sistemov, nič podpore proksijem, torej 3 ključne točke, zaradi katerih je izbruhnila ta vojna. Ja, poskusimo biti, da vzamemo in razmislimo o besedah želje Izraela. Stran balistične rakete, ki me lahko dosežejo, stran jedrski program, stran ljudje, ki mi ogrožajo meje. Prevedeno drugače, hočem videti Iran popolnoma razgaljen v naslednjih 50 letih. Ali vi to sprejemate? Postavite se v kožo tistega, ki mora ostati brez vsega. In potem ne, resnično, jaz si moram obdržati vsaj ene hlače, ker če ne bi imel svojih balističnih raket, bi me ti raztrgal na koščke, kot si že pokazal, da želiš narediti. Lahko ti grozim z idejo o atomski bombi, to je že eno orodje, lahko se izognem vojni doma. Zakaj me torej podpiraš? Ljudje, ki so okoli tebe in ki jih ti še naprej veselo masakriraš, kot si to počel v preteklih letih, še naprej govoriš o Hezbolahu, kot da bi bila to entiteta, ki je prišla z Marsa, naključno pristala na jugu Libanona. Potem pa vidiš, da je med 25 in 35% libanonskega prebivalstva, torej rojenih v Libanonu, z libanonskim potnim listom šiitske veroizpovedi. In več kot 2/3 od teh, 30%, so pripadniki Hezbolaha. Torej, vojna ni proti Hezbolahu, vojna je proti libanonskim šiitskim vernikom, proti delu Libanona. To se lahko pove tudi na drugačen način. Tako, povsem normalno je, da se na tej točki vrnemo k pogovoru, ampak Američani niso izključeni iz te igre. To je skoraj naravno, ker Američani lahko ostanejo tam. Dokler imajo zalivske monarhije, Iran, Izrael, Egipt, Jordanija, absolutno potrebo potem, ko je ameriška prisotnost ključna za ravnotežje na tem območju. To dokazuje Iran danes. In najprej je tisti, ki drži možne Abrahamove sporazume, torej Izrael. In tisti, ki je spodbujal Abrahamove sporazume, to so Združene države Amerike. So disfunkcionalni za ravnotežje in zato tudi za interese vseh. Vse tiste države, ki mejijo na zaliv, ki se sploh ne ujemajo z Iranom, ampak se ujemajo v eni točki, ne moremo živeti teh zadnjih trenutkov blaginje, ker tudi oni vedo, da nafte ne bo, torej tudi v Perzijskem zalivu opažajo, da Kitajska cilja na preživetje z obnovljivimi viri, da se išče druga pot v primerjavi z nafto. Seveda, ne za jutri zjutraj, ampak v zgodovinskem smislu, v smislu desetletij, vedo, da se bo stvar končala in radi bi uživali v teh zadnjih trenutkih bogastva. Ne kot podložniki, niti kot tisti, ki jih vprašajo za mnenje, kot tujek na tem območju. In zato, seveda, jutri zjutraj, ampak oprostite, ali ni prav, da se pogovarjamo med seboj, saj tukaj živimo in bomo živeli. V tem smislu, združeni pojmi desetletij vedo, da se bo končalo. Ne bi želeli, če bi bili podložniki, niti vprašani za mnenje. Od tega, da je element stabilizacije, do tega, da je element motnje, se povezuje z drugim velikim elementom motnje, ki je Izrael. Ne moreš misliti, da to v fronti, ki združuje skoraj 400 milijonov muslimanov, nima nobenega učinka. Teh 400 seveda, jutri zjutraj, na termini, še vedno, za temi desetletji, vedo, radi bi uživali. Učinek teh 400 tisoč muslimanov v situaciji, kot ponavljam, za temi je še nekaj utrinkov, ne zahodnega bogatstva, komaj čaka, da bi zmanjšal ali ponovno premislil trenutna razmerja. Torej so iz zaliva, ko so bili v času Sadama podložniki, niti jih niso vprašali glede trenutnih razmerij, zato so danes veliko manj izolirani. Seveda, jutri zjutraj, termini takih krajev, kjer si lahko imel moč, si lahko počel, kar si počel. Danes, če narediš to, kar je naredil Bush pred desetletji, izgubiš položaj. Oni poznajo svoj položaj. Poglejte, kako se obnaša Egipt, poglejte, kako se obnaša Turčija, poglejte, kako se obnašajo tisti, ki so na robu in bi radi uživali zadnje ostanke podpore. Ni ničesar.
Če govorimo o Izraelu, so jim uspeli podložniki, mojstrovina, da so nekaj vzeli za jutri zjutraj. V smislu desetletij vedo, da je bilo potrebno za določene dejavnosti in so to uporabili za nekaj povsem drugega. Govorim o IDF, ampak o tem bomo morda govorili kasneje. Oni so vzeli kladivo, da bi odvili vijake. Zdaj, za odvijanje vijakov potrebuješ izvijač. Kladivo je za zabijanje žebljev. Če res na zadnje poskuse, da odviješ vijake. Zdaj, za odvijanje vijakov potrebuješ izvijač, ne gre. In to opažajo, to pravijo. Izraelsko vojaško vodstvo, ki ga vi uporabljate, vi, podložniki, ga uporabljate ne niti za jutri, ampak za pogoje, ki jih poznajo oni. Izraelsko vojaško vodstvo, ki ga vi uporabljate, vi kot vlada ga uporabljate, za tisto stvar, o kateri je dobro govoril Daniel, za nekaj, česa si vsi Izraelci komaj čakajo, da bi Izrael uničil. Bi si želeli utrinke, ki jih vsi bogatstvo komaj čakajo, da bi Izrael razbil in zavedno uničil iransko nevarnost. Ali uporabljajo izvijač namesto kladiva, ali obratno. Ampak morda o tem govorimo kot podložniki, niti vprašani nismo bili. Preden prejdemo na to, zadnja izjava, ki jo je podal Gali Galibaf, predsednik iranskega parlamenta, je bila, da je treba dogovore, zaveze skratka, spoštovati. To se mi zdi precej težko sprostiti 24 ali 12 milijard v 24 urah, zato je skoraj tako, kot da so isti predpogoji, ki so zapisani v tej točki, nemogoči za izpolnitev. Skoraj kot da je narejeno tako, da se jih ne bi spoštovalo. Časovni roki, ker je tehnično nemogoče vse to narediti tako hitro, čeprav že imamo izjave različnih zalivskih monarhov, ki pravijo, da sproščajo določene stvari. Tukaj je lepo vprašanje zate, Daniel. Daniel trdi, da je zaustavitev ameriškega vojaškega financiranja. Zakaj to pravi? In kaj je ta zelo kontroverzni 224. člen zakona? Tega 224. člena ne poznam in zagotovo lahko razumeš, o čem nas sprašujejo. Kar se tiče Netanjahuja, leta minevajo, spoznal sem Netanjahuja, ko je bil veleposlanik Izraela pri Združenih narodih, moram reči. Zagotovo zanimiva osebnost. Vendar je minilo 25-30 let, odkar je bil na oblasti. Pravzaprav je nekakšen malo kot Putin v Rusiji, torej so osebnosti, kot je Erdogan v Turčiji, ki so vedno tam, morda je 2 leti zunaj, vendar je v bistvu vedno tam. Je prebrizanec, je nekdo, ki dobro razume, da v odnosu s Trumpom, se spomnite, ko je bil izvoljen Biden, Netanjahu, takratni predsednik vlade Izraela, je poklical predsednika Združenih držav Amerike in rekel: predsednik, čestitam vam. Trump 2 leti ni več govoril z Netanjahujem, ga je javno žalil, mu povedal vse mogoče. Netanjahu se je po mojem mnenju naučil lekcije. Naj vam dam še en primer. Ko je lani prav teh dneh Trump po prvih nepotrebnih bombardiranjih Irana rekel: uničil sem vse atomske objekte. Iranske, vse. In v ameriških medijih si je nekdo drznil vprašati, če si jih uničil že pred letom dni, zakaj si se potem vrnil tudi februarja? Kolikokrat jih moraš uničiti? Jasno je, da si rekel neumnost, kot se pri njem pogosto zgodi. V tistem primeru je bil dejansko velik del poškodovanih iranskih jedrskih objektov zasluga izraelskega letalstva. Netanjahu pa je molčal, mu ni pustil govoriti, mu je rekel: bravo, predsednik, še enkrat hvala. Zakaj? Ker Netanjahu razume tudi, da je res, da je Izrael zelo močna država na vojaškem področju. Prav tako pa je res, da še vedno potrebuje močno podporo Združenih držav Amerike, tudi pri dobavi orožja. Ker, Mirko, danes zjutraj je v Financial Timesu neverjeten članek, kjer iz Washingtona pravijo, da raket Patriot ne bodo mogli dobaviti niti Evropi, niti Japonski, ki jih je naročila. Američani pa celo tvegajo, da jih bodo imeli nekaj let premalo. Torej, Netanjahu zadnja stvar, ki jo lahko naredi, je, da o tem samo govori, ker so to vse večerne izjave,
trenutku, potem pa je treba pogledati dejstva, ker mi ti rečeš, ne, dober predsednik, v redu, tudi jaz se umirim. Potem pa jutri zjutraj Netanjahu, jutri je nov dan, kot pravijo, ne? Torej bomo videli, če bo ostal tako dosleden. Netanjahu ima problem. Jaz pravim ena stvar, ko govorimo o Hezbolah, je res, da imajo Hezbolah zelo močno podporo dela libanonskega prebivalstva. Hezbolah so Libanonci, niso Palestinci, kot mnogi mislijo, so Libanonci. Šiitska skupnost je že nekaj mesecev razdeljena, ker recimo politični del, ki je v Bejrutu, želi, da Libanon končno postane suverena država. Da bi bila država suverena, Hezbolah kot teroristična organizacija, ki jo tudi Italija priznava kot teroristično organizacijo, ne more obstajati v suvereni državi. Pika. Še toliko bolj, če je cilj uničiti drugo suvereno državo. Danes zjutraj je bil napovedan dogovor, ki vam priporočam, da ga spremljate, ko boste imeli čas. Savdijci, o njih ne govorimo, vendar ostajajo izjemni akteri. Po 5 letih so Libanonu odpravili sankcije glede izvoza agrumov libanonskih izdelkov v Saudsko Arabijo. Ob tem pravijo, da libanonska vlada trenutno poskuša pripeljati neki suverenosti v državo, vam dajemo signal, ne zaslužite si ga, a vam ga vseeno dajemo, pomagamo vam. Skupaj s tem, da so Sirci, se spomnite, že pred 2 mesecema in pol rekli Libanoncem, zapiramo vam mejo, v bistvu jo zapiramo za Hezbolah, ki je med državljansko vojno pomagal Asadu. Torej, iskreno nisem prepričan, da Abrahamove sporazume kot strategijo vleče za sabo Izrael. Prepričan sem, da je prava močna karta tam v rokah Saudske Arabije. Kljub vsemu. Nisem prepričan, da so Abrahamovi sporazumi izgubljeni ali končani. Po mojem mnenju so začasno ustavljeni in morali bomo videti v naslednjih tednih, kako se bo razvijalo. Vsekakor pa sem prepričan, Mirko, da so države v zalivu, če se postavimo v njihovo kožo, ki morajo izvažati nafto skozi Ormuz, če morajo dati nekaj milijard dolarjev Irancem, da ponovno odprejo ožino, jim jih bodo dali. Kaj jim je mar? Oni morajo trgovati, vsak tam mora preživeti. Torej, razumeš, da nimamo več starih kriz na Bližnjem vzhodu kot nekoč, kjer so bili tukaj dobri, tam slabi, eden jih skupaj, drugi jih deli, potem pa je sestanek v Ženevi. Tukaj se je vse skupaj zlomilo, celoten scenarij. Ko rečeš Rusija, Kitajska, dodajmo še Indijo. Torej, govorimo o državi kot je Indija, izjemna sila, ampak poglej Indijo, pred kratkim je Trump šel tja, tam so ubili 3 indijske mornarje, danes pa je izdal izjavo Irancem, ampak vi ste streljali na indijsko ladjo, vas ni sram. Rečeš si, poslušaj, ampak če bi bil na mestu Modija v Indiji, ko bereš takšne izjave, si rečeš, ali bom zaščitil ugled, moč, suverenost svoje države, ali bom šel laskat Trumpu ali celo Irancem. In tako to ne gre. Zato je po mojem mnenju nemogoče, da bi ta dogovor, ne glede na govorice, Trump spravil skozi, ker on napoveduje nekaj, kar nihče nima interesa narediti. Ni nobenega interesa za to. Torej, medtem sem si ogledoval ta zakon 224, da ga lahko komentiraš, Pavlo, ker je zanimiv, glede na to, da se odnosi med Izraelci in Američani nekoliko zaostrujejo. V bistvu, Pavlo, gre za dogovor, člen 224 zakona o pooblastilih za nacionalno obrambo, ki v bistvu povezuje
ameriške in izraelske nabave. To pomeni, da imajo Izraelci praktično vsakič, ko se nekaj ustvari, prednostni dostop, skupno podjetje z vidika vojaške podpore. Mimogrede, tisti, ki temu nasprotujejo, so tako republikanski kot demokratski senatorji, ker to v bistvu povezuje ameriško obrambno industrijo z izraelsko. Skoraj tako, kot da če vi nekaj izumite, morate to dati tudi nam. To je seveda delo izraelskega lobija v Ameriki, ki želi Ameriko zavedno povezati z Izraelom. V času, ko celo v Italiji pravijo, da bi morda za ljudi, kot sta Smotrič ali Ben-Gvir, morali uvesti kakšne sankcije, recimo, da se krog oži. Če je prej v Evropi bolj ali manj vladala popustljivost, razen morda Špancev, ki so bili najbolj glasni, Izraelci pravijo: v redu, vsaj zagotovimo si, da se Američani od nas nikoli več ne bodo mogli odklopiti. In ko začneš imeti vojaško skupno podjetje, logistično verigo, skupno proizvodnjo in podobno, je potem težko izstopiti. Kaj misliš o tej potezi? Seveda je gledalec prav naredil, da nam je to sporočil sredi vsega tega kaosa, saj je šla ta novica precej mimo radarja. Izvoli, Pavlo. Moraš, ja. Ja, evo, tukaj sem. Ne, zagotovo, ja. Človek se vpraša, kako bi lahko bili še bolj povezani, kot so že zdaj. Ampak recimo, da jim to uspe. Kar da misliti. Govori o poenotenih raziskavah. Prav, mislim o najbolj dragocenih stvareh naroda. Mislim, vojaške skrivnosti ali skrivnosti za vojaško uporabo so tiste, ki ti dajejo popolno premoč. Predstavljajte si, če bi v času Los Alamosa obstajal tak zakon z Veliko Britanijo, ki bi rekel: no, mi razvijamo atomsko bombo, da jo vržemo na Japonce, ali želite biti tudi vi del projekta ali ne, na primer Angležem. Preprosto, te stvari so zelo težko izvedljive. Ampak jaz sem želel opozoriti še na eno temo, ki bi jo po mojem mnenju morali povezati s to. Označeno kot razdalja med vodstveno skupino INO, vzemite to tako široko, kot želite, lahko pa tudi zožite. Trumpom in njegovo majhno spremstvo ali še širše tehnokrati, ki ga podpirajo in financirajo, ter ameriško prebivalstvo. Čez manj kot mesec dni je 4. julij, Američani praznujejo neodvisnost. Treba je razmisliti o teh besedah. Praznujejo, zmagali so v veliko vojnah, naredili so veliko stvari, vendar praznujejo dneve, ko niso imeli več gospodarjev. Zdaj se v ameriškem javnem mnenju začenja širiti, in to se že dogaja, da gospodar dejansko obstaja. In to ni predsednik Združenih držav, ki so ga izvolili oni. Ni niti senat, niti kongres, ampak je nekdo, ki živi onkraj oceana, ki dela, ki zasleduje druge interese. To je fenomenalna politična bomba v rokah kogarkoli, ki jo zna uporabiti. Poleg moči, in ima je veliko, ki jo ima izraelska lobija v Združenih državah. Ker če greste k Američanu in mu rečete: glej, tvoj predsednik ne živi v Washingtonu, ampak v Tel Avivu, poglejte, kakšen obraz naredi. Ker sem pripravljen odreči se vsemu, razen dejstvu, da sem otrok 4. julija. Torej, da sem neodvisen od kateregakoli drugega kralja ali cesarja. To je tema, ki bo imela težo, če bodo, in prepričan sem, da bodo znali to zelo izkoristiti na volitvah, na naslednjih političnih volitvah v Ameriki. Ker se še nikoli ni zgodilo, da bi bil predsednik Združenih držav Amerike, celoten ameriški vodilni sloj, lahko obtožen z dokazi v rokah, da je na nek način zelo povezan ali skoraj odvisen ali celo podrejen kateremukoli drugemu tujemu voditelju. To se še nikoli ni zgodilo. In to je prvi dejavnik, izjemno resen dejavnik. Tisto, kar sem želel, da zaključim tudi govor, ki sem ga začel malo prej, izključitev iz. Morebitna izključitev Združenih držav Amerike iz bližnjevzhodne regije. Ne moremo si predstavljati, da bi šlo za beg, kot je bil v Saigonu, ko so vsi bežali s helikopterji z ambasad. Vendar pa imeti ne biti več gospodar hiše, ampak biti eden izmed številnih gostov v hotelu, morda najbolj spoštovan gost, tisti, ki ima apartma, tisti, ki mu gre najbolje, vendar mora vseeno pozdraviti druge v dvigalu in se znati obnašati,
ker ima hotel tudi druge goste. In kot je pravilno rekel Daniel, verjetno sta dva lastnika hotela, ki se zavedata, da sta ona dva lastnika hotela, Sta Saudska Arabija in Iran. In da lahko brez težav uspeta, če postavite na stran 730 tisoč vprašanj, ki ju delijo, vendar se držita tistega, kar je rekel Daniel. Torej, nam se ne splača, da se med seboj prepiramo kot besni psi, ker edini, ki imajo od tega korist, so naši sovražniki, mi pa zagotovo izgubljamo. Najdimo dogovor. Če dobro premislite, pred nekaj meseci, pred skoraj 2 letoma je bila Kitajska tista sila, ki je skoraj prisilila Iran in Saudsko Arabijo, da sta skoraj sklenila mir. Preklet naj bo hudiček, ki nas je spravil v prepir. Evo. Se spomnite, ko je Kitajska začela tisto ponovno odprtje diplomatskih kanalov med obema silama? V tej novi geometriji bo zagotovo prej ali slej priložnost za vstop tudi za Turčijo. In vidite, da okoli Izraela, ko gre Saudska Arabija nekam, gre tudi Iran nekam. Turčija pa se strinja z drugima dvema. Znašel si se v središču tistega ozemlja, tistega obleganega območja, iz katerega si mislil, da boš izšel. Skozi vojaško akcijo, ki je, čeprav izjemno nasilna glede na sile v igri, Saudska Arabija, Iran, Turčija, prešipka, da bi dosegla določen rezultat. Izrael ima premajhno vojsko, da bi lahko resnično preobrnil te odnose gospodarskih in vojaških interesov v primerjavi z Saudsko Arabijo, Iranom in Turčijo, ne glede na to, koliko se trudi. Zato je treba, po mojem mnenju, gledati na to v veliko širši regijski dimenziji, kjer se morajo Američani, če želijo ostati, tega zavedati. Vem, da ko to rečem in si predstavljam, da stojim pred Trumpom, razumem, da se celotna misel razblini. Ampak recimo, da bi prišel nekdo, ki bi se na to res spoznal. Če sprejmejo to novo dimenzijo, v kateri so oni udeleženci nove arhitekture in ne gospodari vsiljene arhitekture, morda lahko še vedno ohranijo nekaj zase. Ker če bojo še naprej igrali to igro, ne verjamem, da bojo Združene države Amerike še dolgo ostale na položaju, ki ga imajo danes. Torej, preden preidemo na naslednje teme, ki jih je veliko, se tudi nekaj zanimivosti. Naprimer, ta zgodba o protestu zaradi flamingov v Albaniji, o letovišču Kušnerja na otoku. Tu je vprašanje Starmerja, ki obljublja, da bo kot premier še naprej vztrajno delal. So odstopi britanskega obrambnega ministra, veliko je teh stvari. Ameriški umik, premik letalonosilke. Pred kratkim smo imeli prenos v živo z Lanzaro, kjer smo govorili o stari ameriški operaciji, ko niso imeli podpore evropskih baz. Poglejte si to in videli boste, da jim je bilo res težko delovati. Izvoli, Daniele. Hvala. Po mojem mnenju je to ena izmed ključnih točk. Glavnih tekom današnjega dne. Danes zjutraj še vedno lahko vidite, na spletu je New York Times objavil naslednje. Pentagon, ki umika tretjino lovskih bombnikov iz Evrope. Iz 26 pomorskih patruljnih letal jih ostane le 15. Pomorsko patruljiranje se mi zdi, popravite me, če se motim, da je bilo veliko tega tudi v Sigoneli, glede na konflikt v Ukrajini, Črno morje, vse do Baltskega morja. 3. Govorimo o letalonosilki. Torej, že od jutra se sprašujem, saj ni bilo nobene reakcije strani italijanske vlade. Ni mogoče, da morda, glede na to, da Američani nimajo veliko letalonosilk v Evropi, morda govorijo o 6. floti, torej o Gaeti, če smo natančni. 4. Napad na podmornica. Kje je nameščena? Bilo bi zanimivo, če bi nam kdo v naslednjih dneh dal odgovore. Dodajam vam še eno dejstvo. Bil je v Sredozemlju in vedno v bližini Cipra, Turčije.
Alo, torej, jaz sem to samo omenil, ampak ti mi potrjuješ nekaj, o čemer sam ne vem veliko, pa sem sumil že od jutra. Pozor, v ponedeljek v Washingtonu, naslednji ponedeljek, 15. pride Crosetto, italijanski minister za obrambo. Če se spomnite, je že pred nekaj meseci preložil obisk. Takrat je bil tudi tisti majhen, skoraj da ne dogodek. To je močna beseda, ko je Meloni rekla, ne, da vam ne dovoli uporabljati cigonele za tranzit, za potovanje v Iran in tako naprej. Po španskem, ne, so tudi Italijani povzročili nekaj nervoze v Washingtonu. Zakaj predlagam, da zelo pozorno spremljate Crosettovo potovanje v Washington v ponedeljek? Ker bo Crosetto prisiljen postaviti vprašanja, ki si jih v tem trenutku zastavljamo vsi mi in tvoji sledilci. Ti, ki si danes zjutraj napovedal, da boš v bistvu razpustil tretjino ameriških oboroženih sil. Pozor, v izjavi New York Timesa piše, v kratkem času, kratek čas za vojsko. Vi me učite. In če ti odideš čez 6 mesecev, ne bom jaz zgradil letalonosilke ali podmornice. Torej, kratek čas pomeni, da me boš verjetno za nekaj let pustil na cedilu. Drugič, po mojem mnenju, morate vi združiti ta prostor. Iz New York Timesa, ampak očitno je Pentagon tisti, ki jim je to posredoval, da bi opozoril svet. S tem, da imate vi, Združene države Amerike, baze po celem zalivu in ko Iranci odgovorijo na napad, ki ste ga vi, Združene države Amerike, izvedli proti Iranu, niste bili sposobni braniti niti svojih zaveznikov, niti ameriških baz v zalivu. Tretjič, ko sem prej omenjal vprašanje patriotov, bodite pozorni, ne podcenjujte te stvari. Trump se je vrnil na drugi predsedniški mandat in Evropejcem, Japoncem ter Korejcem rekel, da morajo kupiti več ameriškega orožja. Evropejci, Japonci, Korejci in Avstralci so rekli, v redu, Američani jih niso sposobni proizvesti in dostaviti. Poglejte, ti trije elementi nam dajejo vedeti, da smo prešli iz tega, kar smo vedno imenovali imperij, v veliko silo, največjo silo Unije, vendar to ni več imperij. To ni način, kako se obnašati med zavezniki. Nekdo od tvojih sledilcev je danes zjutraj na spletni strani naših prijateljev Ares, ki se ukvarja z vojaškimi zadevami, takoj opazil eno stvar. Ampak če tukaj razstaviš cigonelo, tukaj Američani, potem ko moraš iti po Bližnjem vzhodu, bombardirati sem in tja, kaj narediš? Vprašaš Italijane, prosim, dovolite mi, da se vrnem. Pravzaprav s tem udarjaš tudi po interesih svoje države, Združenih držav Amerike, razen če se jim želiš odpovedati, ampak razumeš, da vsi ti elementi, Mirko, Jih vidijo tudi v Teheranu nocoj. Če Iranci vidijo, da se umikaš iz Evrope, iz Japonske, kateri so že rekli, da ji ne bodo dostavili patriotov pred nekaj dnevi, Da ne ščitiš Tajvana in da nisi bil sposoben zaščititi svojih zaveznikov v zalivu, ampak jasno je, da bodo tvoji zavezniki v zalivu, kot ste sami rekli, začenši s Saudsko Arabijo, iskali kompromis z Iranom in drugimi. Izrael se skuša čim bolj zavarovati z ameriško podporo, ker vidi, da se oni umikajo, imajo težave. Ampak poglejte, na tem kanalu nikoli ne delamo stvari naključno. V živo, ki smo jo naredili z Anzaro, ponavljam, operacija Eldorado Canyon, kjer so Američani botri, da bi pripeljali kakšnih 20 bombnikov, morali narediti zračni most skoraj z enim tankerjem za vsak bombnik. To je bila res izjemna misija. Ker niso imeli, ni bilo naključno. Želeli smo dati praktičen, operativen, zgodovinski primer, kaj bi to pomenilo za Američane, tudi če bi izvedli majhno operacijo, kot je bila tista v Libiji, brez svojih baz in brez svoje podpore. Potem pa, da to naredijo v zelo kratkem času, da Evropejcem niti ne dajo časa, da bi rekli, glejte, imate 3 leta, da se pripravite, potem se mi umaknemo, no to je zagotovo nepoštena in posmehljiva poteza.
Jaz vedno pravim, v tragediji, če bi bila Evropa budna, bi izkoristila trenutek in si zavihala rokave, ker vsakič, ko nekdo pusti praznino, Pavlo, je to tudi priložnost. Priložnost. Ja, res je, razen če si del te praznine. Če si v praznini, imaš težave. In mi smo v tej praznini. V smislu, najprej kratka zgodovina ameriške prisotnosti v Evropi. Po koncu vojne je bilo v Evropi 1,5 milijona ameriških vojakov. Takrat približno, govorim na pamet, v času hladne vojne jih je bilo okoli 300.000 do 350.000. Danes jih je 500 milijona. Danes nas je 90.000. Torej, trend zmanjševanja ameriških sil v Evropi je trend, ki traja že od leta 1945. Katere sile in kaj počnejo Američani, ker se mi osredotočamo na to, da umikamo vojake, odstranjujemo rakete, pospravljamo kakšno letalo? A v resnici je ameriški prispevek izjemno pomembnejši. Američani so tisti, ki zagotavljajo celotno obveščevalno strukturo NATO. Če Američani odidejo, to pomeni, da Evropa sploh ne ve, kaj se dogaja v kampu Nočekijo. Potem pa vam bomo povedali, kje je to. Se pravi, popolnoma nas oslepijo. Samo če bi oni rekli, mi gremo vsi, ampak vam pustimo satelitsko pokritost, obveščevalno pokritost, pokritost strateških komunikacij, bi morali reči hvala, ker mi ne bi bili sposobni, ker bi bili zavedeni. Koliko držav v Evropi je sposobnih popolnoma samostojno izvajati doktrino NATO? Nihče, res nihče, popolnoma nihče, predvsem pa nimaš orodij. Nima orodij, da bi ustvaril osnovo, na katero bi potem lahko uporabil tisto, kar imenujemo konvencionalne sile. To smo opazili, ko smo spremenili merilo z Ukrajino, tisti dan, ko Musk ni plačal računa za elektriko in so izklopili Starlink. Celotna ukrajinska vojska in celotna ruska vojska sta prenehali bojevati, ker sta oslepljeni in govorimo o zasebnem operaterju. Kar je tudi druga zanimiva tema, saj je to lahko tudi način za izogibanje odgovornosti. Rečejo, mi kot Združene države Amerike bi sicer radi ostali, ampak ker je skoraj celoten ta sektor oddan zasebniku v izvajanje, on sledi svojim interesom. Plačajte njemu, če želite to storitev. To je tudi pametna poteza, ne bi bila neumna poteza. Torej, privatizirati stroške javne storitve namenjene obrambi. Potem pa rečejo, da država pravzaprav nima veliko s tem, ker ima lastnik podjetja pravico gledati na svoje interese in mora biti plačan od tistega, ki izkorišča to storitev, na primer. Torej, ideja, da Američani odhajajo, Američani zagotovo zmanjšujejo, ak ne prav dosti. Predvsem zmanjšujejo prisotnost kopenskih sil. Vendar pa imajo Poljaki zdaj idejo o vojski z 400.000 ljudmi. Nemci pa želijo, Nemci si prizadevajo za vojsko z dodatnimi 400.000 ljudmi. Samo ta dva, skupaj sta 800.000 ljudi, kar je skoraj toliko kot turška vojska, ki je druga največja vojska v NATO. Torej, že obstaja nekdo, ki razmišlja o zasedbi tega prostora z nizko tehnologijo, govorim o kopenskih silah, električnih tankih, raketah, za drobiž, ker je to edini prostor, ki ga lahko zasedeš, ker ga prostor, ki je ostal prazen, kibernetski prostor, prostor satelitskih komunikacij, področje strateške obveščevalne dejavnosti, tistega pa ne. Ne moreš misliti, da boš kaj naredil, če ne v naslednjih 20-25 let. In tukaj se vračamo v luknjo, v luknji smo že, ker v 60 letih, ko bi lahko bili na robu luknje, smo raje ostali v luknji. In zdaj vidimo samo ta majhen okrogov krog na nebu in si predstavljamo, da je to vse nebo. Ne vidimo, kaj je zunaj te luknje. Najprej poskusimo izstopiti iz te stvari in razumeti, da je izziv, ki nam je ponujen, prehiter, predrag, da bi ga lahko igrali pod pogoji, ki nam jih danes ponujajo Združene države. In če ne moreš igrati te igre, potem preprosto ne igraš in sprejmeš pravila tistega, ki ti je ponudil. In to je ameriška igra. Jaz grem, ti nimaš sposobnosti, da bi me nadomestil, zato če želiš, da ostanem, to narediš pod mojimi pogoji in po moji ceni. In to je dogovor, ki ga je, Trump občasno razmišljal, da bi ga sklenil.
Ne govorimo samo o tem, da kupimo nekaj topov, 4 rakete, pol oklepnice, vendar je res, da v tem prostoru obstajajo priložnosti, ki jih naprimer Nemčija izkorišča, tudi Italija jih izkorišča. Za ponovno oživitev industrije in raziskav na področju obrambe in varnosti, kar bi lahko bilo gonilo, saj so drugi industrijski sektorji pod napadom drugih gospodarstev. In se znova vrnemo k Indiji, Kitajski, Južni Koreji, Japonski. Torej, če želiš priložnosti v drugih segmentih, to bi lahko bila priložnost, s katero bi začeli raziskovati področja raziskav in proizvodnje, ki smo jih dosegli. Sepolti per 60-70 anni. Delo, ki ga je opravilo podjetje, ki je bilo podjetje, imamo univerze, imamo ljudi, ki so sposobni načrtovati in razmišljati o tem in imamo sposobnost, da to tudi zgradimo. To je področje, ki bi se nam lahko odprlo in mislim, da se prav tu skriva priložnost. Ta prostor, ki sem ga skušal nepopolno povzeti, je nasprotje med tem, da odidemo. Daniele, ta zgodba tukaj. Al Carnes, ki bi bil minister za obrambo, odstopi, ker Starmer praktično nenehno prelagajo načrt, pa ga resnično potrebujejo. Predstavljajte si, da ima britanska mornarica trenutno približno četrtino ladij kot Italija. Britanska jih ima kakšnih 68-69, Italija pa 265. Slišati, da ima Anglija tako zmanjšano mornarico, da so morali celo ponovno uporabiti stare, zarjavele korvete, samo da bi ohranili rotacijo in podobno. Seveda, zato ni kriv Starmer. Že 20 let izvajajo reze, ni investicij, nenadoma ugotovijo, da nimajo mornarice, ker so v zadnjih 20 letih rezali. 20 let. Jaz vedno pravim, vedno se mi zdi smešno, ko slišim pro-Ruse, ker smo grozili Rusiji. Poglejte stanje nemške vojske, britanske vojske in tako naprej. Že 30 let, da si predstavljate, v začetku 2000-ih, sem to pokazal že pred 200 prenosi v živo. Po podatkih inštituta Kiel so imeli Nemci 3400 tankov leta 2022, pa jih je bilo manj kot 300. Govorimo o 90% zmanjšanju oklepnih sil, to ti lahko pove. Kar zadeva ofenzivno raven, tudi koalicija držav kot je Evropska ni nikoli mogla. Ker smo se zaljubili v dividende miru. Se spomnite, ko je padel berlinski zid, od katerega še vedno skrbno hranim originalen košček, ki sem ga sam odlomil. Ko je padel tisti zid, smo rekli, vojske, pregrade, topovi, sovraštvo med ideologijami ne obstaja več. Zakaj bi torej še plačevali? Kupimo si 4 tovornjake, jih pobarvamo v vojaško zeleno, gor damo lepo zastavo OZN in se vozimo po svetu, da gremo k tistim 3, 4, 5 bedakom, ki še vedno niso dojeli, da se je čas spremenil. To je bilo vzdušje. To je bilo vsem prav, ampak kot si pogosto rekel v drugih prenosih v živo, kam so šli vsi tisti prihranki iz 30-35 let, v katere smo verjeli? Kje so končali? Glede na to, da je zdravstvo slabše kot pred 40 leti in izobraževanje je slabše kot pred 40 leti, kjer so plače slabše kot pred 40 leti, kjer je kakovost življenja slabša kot pred 40 leti, kjer je onesnaženje večje kot pred 40 leti. Ves ta prihranjeni denar, ampak kam ste jih dali? Recimo zdaj, ko jih je treba vzeti ven, se mora nekdo pojaviti pred volivci in reči, zgubili smo jih, recimo tako, pustili smo jih tukaj, ampak jih je veter odnesel. In zato bi od tistega malega denarja, ki vam je še ostal, morali zahtevati polovico, da naredimo tisto, česar v preteklosti nismo mogli narediti. To pomeni, da gre za napako v zgodovinski interpretaciji, združeno z dolgoletno politično nepoštenostjo. Ne ene same osebe, ampak celotnega vodstvenega razreda na evropski ravni. To vodi do tega. In to je resnično strateško najslabši vidik. In usodno, čudovito, uspem reči celo usodno, ob tej uri zvečer. Torej, vsa ta zadeva je veliko hujša od krize v Hormuzu, v zalivu, od raket, od česarkoli želite. Da nimamo nikogar, ki bi se znal vrniti k elementom resničnosti in jih obvladovati, čeprav z bolečino.
Zato Američani, Angleži, če ostanejo brez britanske kraljeve mornarice, obeh skupaj ne zmorejo, je preveč za ladje, ki jih imajo. Imajo samo HMS, to je edino, kar si lahko privoščijo. Ladje njegovega veličanstva. Takoj. Prosim, Daniel, če sem kaj narobe povedal, povem, pripravljam prenos v živo o tem, kaj Evropa počne glede oboroževanja, ker v resnici v ozadju počnejo več, kot pride v javnost prek časopisov. Ugotovili boste, da se Nemci premikajo bolj, kot priznavajo, in bolj, kot je prikazano. Torej je veliko oboroževanja, o katerem se ne govori, zato se dejansko stanje pripravljenosti pospešuje. Morda tudi zaradi Trumpa, teh dejanj, potez, teh izjav. Hvala vsem. Torej, začnimo s prvo točko. Ko se reče, da so Evropejci, pa tudi Japonci, Južni Korejci, nehvaležni izkoriščevalci, je to govorila že Obamova administracija. Obstaja globoka razlika. Predsedstvo Obame, oprosti. V času Obame ali tudi Busha mlajšega so Američani upravičeno govorili, zakaj morajo obrambo Zahoda plačevati davkoplačevalci, ameriški davkoplačevalci in ne Evropejci, Japonci, Azijci. Težava pa je bila tam med zavezniki. Pozor, pogoji zgodbe so se z drugim mandatom Trumpa popolnoma spremenili. Na videz se zdi, da je težava ista, torej kdo plača. Takrat je bilo vprašanje, kdo plača, in prav sta imela Obama in Bush, ko sta Evropejcem govorila, naj se premaknejo in plačajo vsaj nekaj, če že ne vsega. S Trumpom je težava drugačna. Trump ti reče, plačajte nekaj, če že ne vsega, a v zameno nismo več zavezniki. Rad bi poudaril to točko. Poglejte, veliko ljudi, tudi v Italiji, si nekaj pripoveduje in raje ne vidi resničnosti. Mi smo še vedno zavezniki Američanov, ampak Američani niso več naši zavezniki. Boleče je to reči, ampak tako je. Druga stvar. Jasno je, da je tisto, kar pravi general kapitan, zelo pomembno. Problem ni v tem, da bi zamenjali 50 ameriških lovcev F-16 z 50 nizozemskimi F-16. Danes zjutraj je bila prav razprava, se mi zdi, o Chatham House. Mirko, ti jih vedno spremljaš, bil je, se mi zdi, švedski vladar, ki je rekel, paste. Ni tako, da če dam namesto 50 letal drugih 50 enakih letal, kot da se ni nič zgodilo. Ne, ker kot pravi kapitini, v ozadju je struktura, ki je realno ni mogoče nadomestiti, verjetno niti v naslednjih 5 letih. To je točka, ki nas vrača k 80 letom zaščite strani ameriškega imperija, tudi za Italijo. To je odvračanje. Tam je nastal problem. Razlika med Obamo, Bushom mlajšim, pa tudi Reaganom in Trumpom, dve je v tem, da Amerika ne izvaja več odvračanja. Dal je 1000 signalov, dal jih je glede Evrope danes zjutraj, dal jih je glede Tajvana. Ko se je srečal s Xijem, je odšel pa rekel, in naj bi jaz poslal ameriške bombnike več kot 9000 kilometrov daleč, da bi varovali Tajvan. Tam na koncu, ampak ne. Dal je še en signal Japoncem, ki so naročili Patriote leta 2024. In pred nekaj dnevi so jim rekli, da jih ne bodo dobili niti leta 2028. Torej, ne samo, da te več ne ščitimo, ampak ti tudi ne prodamo orožja, za katerega smo ti rekli, naj ga kupiš od nas, da se zaščitiš sam. Nikoli ne pozabimo, da sta bili Nemčija in Japonska dejansko 80 let razoroženi. Tudi zato, ker je bilo Američanom zelo prav, da je bilo tako. Edini, ki so se oborožili v 60 letih, v času de Gaulle'a, so bili Francozi. Kdor je spremljal vojaško zgodovino tistih let, se spomni, da so Američani ponoreli, ko je de Gaulle postal mali vladar z atomskim orožjem in podobno. Američani so to zelo, zelo slabo sprejeli.
Prejdimo k Angležem. Angleži doživljajo krizo, ki ni omejena le na to. Ta odstop ministra za obrambo je le zadnji dogodek v tragični situaciji. Anglija je že z Brexitom vstopila v situacijo, v kateri se je sama uničila. Utrpela je ogromno gospodarsko škodo. Male pozablja, Mirko, če pomisliš na geografijo. Kaj je Hormuz? 35 milj, kakor pač je. Ampak koliko je Anglija oddaljena od Kaleja? Približno enaka razdalja kot Ormuz. Politik ne sme pozabiti, kako je sestavljen svet. Se ne moreš premikati celin. Anglija je nasproti Evropski uniji, pa če ti je to všeč ali ne. Da niso niti sposobni zgraditi hitre železnice praktično po ravnini med Londonom in Manchesterom. To je kot da Italijani ne bi uspeli narediti recimo avtoceste Sonca oziroma hitre železnice Milano-Rim. Niso sposobni zgraditi hitre železnice po ravnini. V angleški družbi je pomemben problem, ki izvira iz tega. Ampak ne gre samo za voditeljstvo, to je posledica. Pred letom v pol, ko je na oblast prišel Starmer, če se spomnite, je zadolžil 3 ljudi. Ena izmed njih je tudi moja prijateljica, to je doktorica Fiona Hill. 3 veliki strokovnjaki za vojaške zadeve, ki so ponovno preučili in pripravili nov model obrambe. Težava je drugje. Država je deindustrializirana, osiromašena, psihološko brez jasnih idej, zelo visokim mnenjem o sebi. In potem, ko se Mirko spomni te zadeve z mornarico, se mi zdi, da je prav pred 3 meseci v nekem britanskem časopisu išla preiskava, ki je primerjala britansko mornarico z italijansko. In če poznam Angleže, mislim, da bi si prej izpulili vse nohte. In morali so reči, italijanska mornarica, majhna, srednja, kakorkoli jo poimenuješ, kapo dol v primerjavi z našo. Vidite, da so ti odstopi le posledica države, ki je izgubila strategijo. Ko general Kapetini govori o rezih, povejmo resnico. Dokler je stal berlinski zid, imel sem tudi čast spoznati nekatere največje politike, voditelje, predsednike vlad na svetu. Obstajala je določena raven pripravljenosti, pa tudi motivacije. Govorim o Mitterrandu, Brandtu, Mariju Soaresu, pa tudi o administraciji, Reaganovi administraciji. To je bila nora raven. Ko je padel berlinski zid, se je znižala raven političnih elit, tudi v Italiji, bodimo iskreni. Ker je politika postala nekaj preprostega. In tudi kar se tiče konkurence, ko je konkurenca tako ostra, bi izhodi hitro pošli, da bi naredili torej. Klej, Želim ti iskreno čestitati. Naj tisti, ki nas spremljajo, vedo, da se nismo naprej dogovorili. Vladati v letih hladne vojne. Kdor je bil v tistih letih v Berlinu, kdor je bil v Pragi, kdor je bil tam, je bilo res prava zmeda. Bilo je resnično zapleteno. Moral si vzdrževati v Italiji 1/3 prebivalstva. Kdor je glasoval za komuniste, je v bistvu glasoval za stranko, ki je bila na nek način zaveznik sile, ki je bila onkraj železne zavese. Se pravi, moral si vzpostaviti socialno državo, da bi lahko vzdrževal vse nas. Kapetini se tega spomni, ko so po padcu berlinskega zidu začeli rezati v socialo, ker je Mirko to vzel kot puščico naravnost v čelo. V trenutku, ko nimaš več nasprotnika, tudi nimaš več potrebe, da bi držal svojega volivca na svoji strani. V trenutku, ko si začel rezati, potem ko si nakopil noro velik dolg, ker ne pozabimo nikoli, da je dolg, ki ga je tvoja generacija, Mirko, podedovala, ustvarila moja generacija in generacija mojih staršev. Mi smo živeli z otroškimi pokojninami, lažnimi invalidninami, predčasnimi upokojitvami, generali, ki so postajali še bolj generali, se spomnite, vojaki, vsi zadovoljni, pomembno je bilo, da so bili vsi zadovoljni. Dolg se je rodil tam. Zdaj ni drugega,
dolga kot tisti, ki ga je nakopičila moja generacija. Upravlja države danes s temi vodstvenimi skupinami, ki so, vidite francosko situacijo, je grozljiva, španska enaka, v Nemčiji slabše kot kdajkoli prej. To je kaos, ker ti vodstveni krogi niso sposobni na nacionalni ravni obvladovati te krizne situacije. Ta kriza, Mirko, je po mojem mnenju zgodovinska. Od leta 1945 naprej je ta kriza veliko hujša od kubanske, veliko hujša od padca Berlinskega zidu. Ker je to kriza mednarodnega sistema. V trenutku, ko ni več ameriškega imperija, o tem prav zdaj govorimo, je vsak zase. Vsak je zase. Treba je povedati še nekaj, nastavil z določenim namenom, oblikoval se je za ta namen, skoraj da se je prepoznaval kot v ogledalu v svojem nasprotniku. Ko nasprotnika ni več, je neizogibno, da vsi vse režejo, da je vladajoči razred slabši. Toda tudi v vojni so najboljši generali prišli do izraza proti koncu vojne. Če pogledamo generale, s katerimi je začela Rdeča armada, Budijani, Tolbuhin in podobni, izginejo. Je izobraževalno, tekmovanje je izobraževalno. Mene zanimivo za zaključek ta zgodba o revoluciji flamingov proti letoviščem Kušnerja v Albaniji. Nekdo je rekel, ne, to so prorusi, ki izvajajo ta napad. Mislim, odvisno je, koliko ljudi gre na te proteste tukaj. Zdi se mi, da jih je kar precej glede tega letovišča, ki so ga hoteli kupiti. Si spremljal to zgodbo, si jo spremljal, ali je to nekaj, o čemer se v Ameriki ne govori? Ne, imam občutek, da sta se v prvi Trumpovi predsedniški mandat Kušner in njegova žena nekako pritihotapla v Belo hišo z čudnim nazivom svetovalca. Potem sta razumela igro in v drugem mandatu, ker nista neumna, sta začela delati posle zanj. Opazite tudi, da že 2 ali 3 mesece Trump Kušnerja ne uporablja več tako kot prej, kot je to počel z tistim, ki mu vedno zamešam ime, Wilcock. Sta gradbinca iz New Yorka. Mislim, zakaj Kušner dober? Bil je v Srbiji, bil je v Bosni, v Srbski republiki Bosne, bil je v Albaniji, hodi naokoli in sklepa posle, izkorišča dejstvo, da je njegov tast, da ga vsi sprejemajo, da je spravil na stran veliko denarja in po mojem sploh ne razmišlja o politiki. In mu je vseeno, misli na svoje posle. Jasno je, da ko imaš tako pomembno vlogo v kraljevi družini Združenih držav Amerike, res je, da ti po eni strani pomagajo, te sprejmejo noter, ampak prav tako je res, da postaneš del politične polemike v vseh državah, kjer imajo ljudje kaj zapovedati proti tvojemu tastu, ne proti tebi. Očitno je tudi dejstvo, da se na primer oba Trumpova sinova obnašata tako. Torej je to postalo eno izmed morda predsedovanja z največjimi poslovnimi interesi in navzkrižji interesov v zgodovini Združenih držav Amerike. Čez nekaj dni bomo praznovali 250 let ameriške neodvisnosti, kot je bilo omenjeno. Kapitini, ampak tudi rojstni dan 80. vas spomnim predsednika Trumpa z kovanci, bankovci, ameriškimi potnimi listi z njegovim, loki, stvarmi. Soočamo se z dejstvom, da je cela družina Trump, pridobljeni sorodniki, a nikoli otroci po svetu in gradijo. Trump golf, Trump hotel, Trump, torej, pa glej sina Bidena, reveža, ki si je, se mi zdi, sifoniral $50,000 na mesec, veš? Ampak tisti je bil začetnik v primerjavi z njimi. In zato je jasno, da hodijo po svetu, se vrtijo okoli poslov, ki so zagotovo več kot legitimni. In včasih jim ne uspe. Tudi zato, veš, glede te zgodbe, Albanija že nekaj časa prodaja stvari tujcem in tako naprej, zato so se ljudje morda že malo naveličali. Potem je to zveneče ime povezano s Trumpom in tako naprej. Zato povzroča več hrupa kot običajno, ampak že nekaj časa se tam dogajajo stvari, tam so tudi naložbe.
Kar se tiče GCAP-a, kar je nekdo spraševal, je to bolj vprašanje za Leonarda Lazaro, v smislu, da si oglejte enega od pogovorov, ki smo jih imeli o RIERM-u. Na evropski ravni imajo projekti, ki vključujejo več kot 3 države, na splošno zelo visoko stopnjo neuspeha. 4 ali skoraj 80, torej 80%, zato jih je zelo težko izvesti. Res pa je tudi, da glede na to, kar se dogaja zdaj, izdelava lovca 5. generacije, prav, in nekupljenega od Američanov, je po mojem mnenju v prihodnosti idealna smer. Predvsem, če ga deli več držav, ker poveča se število naročil, zmanjša se enotna cena in predvsem vse naredimo doma. Opazil sem, da je veliko držav, tudi tistih, ki želijo kupiti F-35, začelo razmišljati celo o južnokorejskih ali turških lovcih ali gripenih, skratka, mnogi so začeli ponovno ocenjevati svoje položaje glede nabave. Edini, ki se želijo tesno povezati, vendar ne, da bi se oni vezali, ampak da bi vezali Američane, so Izraelci. Upoštevajte, da vsakič, ko Američani dajo vozilo ali orožni sistem, da, oprostite, 6., vedno jim dajo nekoliko slabšo različico od originalne ameriške, vedno. In po mojem mnenju želijo Izraelci tudi to preprečiti. Če to naredimo skupaj, če morda tudi mi financiramo, nam ne boste dali nekoliko slabše različice, variante, kaj ne? Kot se je vedno dogajalo. Vse različice, ki jih imajo Izraelci, so niso 100%. Zakaj? Ker se Američani bojijo, da če to pride v roke komu drugemu, če pade, bodo naredili praktično obratni inženiring in ga kopirali. Tako da tudi, na primer, Saudski Arabiji so dali Abramse, ja. V različici za Saudsko Arabijo. Ukrajincem so dali 31 Abrams, ja. V različici prav za Ukrajino precej bastardizirana, tako z vidika elektronike kot kompozitov, vedno je malo manj. In po mojem mnenju želijo Izraelci to preprečiti, tudi zato, ker vidijo obkolitev. Ampak ne namerno obkolitev, temveč obkolitev, ki so jo sami ustvarili. Zavarujemo se z Američani, s katerimi pač nikoli ne more iti narobe. Pavel, zaključek prepustim tebi. Glede Džajka, glede letala 6. generacije, prosim za prisotnost Leonarda. Ne Leonardo skupina, Leonardo Lanzara, ampak tudi prisotnost Leonarda, ki je tisti, ki ima prste vmes pri projektu tega lovca 6. generacije, ki tudi leti. Poleg vsega, kar si lahko kdo zamisli, jo Leonardo opredeljuje kot sistem sistemov. Zadeva, ki v zraku nadzoruje drone, nadzoruje promet, vstopi v kibernetski prostor in izstopi, kadar hoče. Bombardira in če noče, na to pozabi. In ker je čas, tudi leti tudi. Gre za popolnoma novo mejo. Prišli smo do največje razširitve zmogljivosti te 5. generacije F-35. In to ni tehnologija, ki bi bila v rokah evropskih držav. Zdaj obstaja možnost, da v naslednjih 20-30 letih razvijemo tehnologijo višje ravni, ki bi bila lahko dosegljiva. In tukaj pride res zanimiv del. Treba bi bilo videti, koliko ti bodo Američani dovolili, da se za to poteguješ, da je lahko dosegljiva. In primerjamo to s tisto, ki so jo razvili Združene države. Kot je pravilno rekel, kot sem se pravilno spomnil Mirko, programi z 2 ali 3 osebami, več kot 2 osebi, se v Evropi končajo zelo slabo. Vendar pa je tudi res, da so to programi namenjeni orožnim sistemom, ki bi jih v resnici lahko podvojil kakšen drug par. Naredim si francosko-nemški tank, ampak lahko si naredim tudi poljsko-ukrajinskega. Naredim si špansko-portugalski tovornjak, ampak lahko si naredim še enega, madžarskega ali škotskega. Tako. Zagotovo pa recimo pri letalih ne gre samo za aereo non solo. V projektih so Tornado, verjetno tudi Eurofighter. Bravo, vendar so to letala, ki jih je mogoče vseeno premagati z drugimi evropskimi izdelki, približno enake ravni, bolj ali manj. S tem letalom pa ne boš uspel. Ki preprosto, tudi če se vas bere 2, 3, smo iskali ljudi na Japonskem, praktično po vsej Evropi, potrebuješ ogromno denarja. Če ti uspe to zgraditi, imaš nekaj, kar ti resnično daje strateško možnost, omogočiti ogromen strateški preskok. Na tej točki
Ko bo nekdo predstavil račune in stroške tega programa, bo sledilo zbor številka 1. Kaj bomo z letalom, ki zna narediti tudi kavo in testenine in je sposobno izstreliti raketo na tistega, ki da parmezan na špagete za školjkami, ko pa zdaj vse obvladujejo droni? Napačno. Droni so trenutna izjema, ki bo vključena v različne orožne sisteme, vendar jih ne bo nadomestila. Bodo droni in artilerija, droni in jurišni helikopteri, droni in sroda, tako kot bodo obstajali sistemi proti dronom. Vojna se ni spremenila. Prišlo je nekaj, česar niso pravočasno ocenili. Potem bo nekdo drug rekel, naprimer, kaj bomo s tem letalom, če nimamo satelitskega obveščevalnega omrežja, ki nam omogoča, da ga v celoti izkoristimo. Tistim, ki tako mislijo, bi rad spomnil, kaj bomo naredili, če bomo morali kupiti letalo, ki nam ga bodo vsilili, izdelano drugje, z manj napredno tehnologijo, ki nas bo stalo približno toliko kot to. Soočeni bomo z novim F-35 v novi preobleki. Zato je za spremembo vredno razmišljati na veliko in verjeti, da smo lahko mi svetovni trg, mi tisti, na katere se drugi zgledujejo, če vlagamo. Tudi ti se enkrat potrudi, kaj ne, Pavlo? Ti, pojdi, kaj ne? Investirati pomeni vnaprej vložiti denar v upanju, in tukaj gre skoraj za gotovost, da jih boš dobil nazaj povečane. Ne gre za to, da bi denar vrgel stran. Metati denar stran ni isto, kot če si kupiš hišo s kreditom. Torej, to ni vržen denar. Na koncu imaš hišo, če pa si v najemu, ima denar najemodajalec, pa čeprav dobro ali slabo. Mi moramo odločiti, ali bomo najemali pri Američanih, ali pa si bomo kupili svojo hiško in plačevali kredit. Tudi, oprostite za primerjavo, gospa Češira, tukaj imam klub oboževalcev Češiristana. Obstaja Češiristan na spletu, na kar sem ponosen. Torej, tukaj je treba videti, treba je prepričati gospod Češira, da je to naložba in ne stran vržen denar. In to so naložbe tudi za mlade inženirje, ki bodo v teh letih diplomirali v naših mestih. Za mlade matematike, za mlade kemike, za mlade elektronike. Za vse tiste, ki bodo lahko v to vrstne projekte prispevali nekaj pameti. Ker to je prihodnja pot, ni v izdelovanju Dune ali Pande hibrid. To je mimo. Bom tiho, naj živi gospa Češira. Torej, se lepo zahvaljujem generalu Capitiniju in Danielu Moru. Verjetno vas preložim na naslednji teden, ker moram pripraviti nekaj mitov za našo knjigo, Pavlo. Moram tudi dokončati svoje poglavje, zato bom zelo zaposlen in potem en dan na morju. Pustite mi, da si privoščim en dan na morju. Medtem, ko se ne sklepajo dogovori in podobne stvari, upajmo, da se ne bo zgodilo nič posebnega. Medtem, ker ponavadi, ko grem na morje, sem šel 2-krat pri Goži naredi pohod. In zadnjič, ko sem šel jaz, so Rusi izstrelili orešnik. Jaz sem šel 4. oktobra v terme v Viterbu. 4. oktobra sem bil v termah v Viterbu. Torej, povem vam, če ne grem več tja. Mi tja ne moremo iti. Torej, hvala vsem vam in se kmalu vidimo. Lahko noč.